se mi zdi, da to pomeni, da si zadovoljen v tem, kar počneš. Absolutno, ne? Zato, Absolutno. ker se ne ukvarjaš ves čas samo s številkami, ker drugače bi že zdavnaj zaprl. Petra, živijo. Ni ves, živijo. Sem vesela, da si se odzvala povabilu. Vem, da je to spet en step out of comfort zone. Ja, zakaj? Ne vem, nerodno se mi je pogovarjati pred lučmi in kamerami. Okay. Jaz upam, da boš uspela vmes odmisliti in da bova tako kot znava medve biti na kavi ali na kosilu ali na aperolu. Zelo pogosto v eni vedno eni in isti restauraciji. Ja. Super. Petra, a veš, daj mi povej, kdo je Petra zdajle v tem življenjskem obdobju? Ker vem, se spreminjamo, ne? Ampak kako ti sebe zdajle lahko recimo predstaviš? To je najtežje vprašanje. Kar vzem si čas. Mislim pa, da trenutno sem Petra, ki je ratala dokaj udobno v tem, da ne vem, kdo sem. Cool. Ne vem, če je. Ja, občutek je osvobajajoč. Kar pa ne pomeni, da pač ne iščem ves čas, da bi ugotovila, kdo sem. Kdo si? Torej odkrivaš pravo Petro. V bistvu se mi zdi, da imam prvič v življenju možnost, da lahko to počnem. Da je bil do zdaj v bistvu samo nek fajt po preživetju. In izpolnjevanje pričakovanj in slik drugih, kdo Petra je. Bravo. Pogumna pot, dolgotrajna, ampak na koncu poplačana zagotovo. Ja, upam. Mislim, sej. Se mi zdi, da vedno pride tako do ene najhujše, še najtežje faze in v bistvu takrat, ko sem v tem, že vem, ok, to je zdaj toliko bed, da od tukaj pač grem pol lahko sam še na boljš. Sej ne pomeni, da je pol se kar zvalil vse skupaj na boljš, ampak pač... Ampak to samo pomeni, da si v bistvu v stiku sama s sabo, ne? Da zaznaš, ok, zdajle sem bed, ampak tudi veš, da to ne traja. Ne? Ja, mislim, poznava se že kar nekaj let. A veš, saj ne vem, če bi šla zračunati koliko? Skoraj 10. In veš, ko sem te prvič srečala, si se mi zdela taka drugačna, posebna, tako navzven si delovala ful drzna. Se veš, ne, ker imamo najprej samo sliko vizualno, ne, nimamo pogleda v globino, potem ko pa lahko pogledaš v globino nekoga, ne, pa vidiš, oziroma sem videla, da imaš mehko srce, da imaš ful lepo dušo, da si ful pozitivka, v bistvu realna pozitivka, tako bom rekla. Všeč mi je, da so pogovori s tabo vedno globoki, nikoli niso taki plitki ali pa opravljivi, bi rekla. Ne? In pa, veš kaj, sem vedno občudovala pri tebi, koliko si podjetna, koliko imaš enih idej, predvsem pa mi je bilo noro, koliko znaš zaznati trend, ki šele prihaja. Ker to je pač neka lastnost, ki jo, ker je sama nimam, seveda pri drugih občudujem, ampak kljub vsemu se mi zdi, da to ni nekaj, kar je ful pogosto. In še nekaj bi sam dodala, potem ti pa predam mikrofon. Da mi je zanimivo to, da si res vedno odprta za neke novosti, ampak to ne pomeni, da kar slepo skočiš na ta vlak, ampak vedno raziščeš, ne greš kar z glavo all in. Ne? Če bi pa morala eno samo stvar izpostaviti, kaj mi je pri tebi všeč, je pa to zagotovo to, da znaš videti dobro v ljudeh. Tudi to je ena res posebna vrlina, ki ni
pogosto prisotna. Tako da, evo, vidiš, kaj od tega lahko vzameš zase. No, hvala, ni več. No, sem. A že zdaj. Ne, okej. Začela jokati na začetku. Ne, v bistvu sem jaz glih prej razmišljala, kako se jaz sebi ful ne zdim oseba, ki sledi trendom, sploh kar se kozmetike tiče. In Okay. kad ti meni včasih rečeš, daj mi kakšen profil pokaž, kad ti je zanimiv ali pa kad ti ni pač karkoli. Pač jaz ne gledam nobenih takih profilov, oziroma vsaj ne direktno in se mi zdi, da sem ful počasna v tem sprejemanju trendov. Saj ne, da bi črpala pač neko inspiracijo na področju kozmetike, ampak se rajš obdam z nekimi, z okoljem, ki me inspirira, pa ni iz področja kozmetike, no. Pač, ali je to umetnost, ali je to narava, ali je to glasba, ali pač tako, kar neki. In da jaz ful stvari delam pač samo po občutku. Ja, če se navežem nazaj na to, ne, jaz recimo, ko še preden je laminacija obrvi po Sloveniji sploh prišla na radar, bom rekla, ne, daleč smo še bili od takrat od tega, da bo to pač res trend, ki je obnorel salone, a ne. Si ti že govorila o tem, joj, a veš, Brow Lift, a si ti to že kaj zasledila? O tem govorim, a ne, in nisi šla slepo takoj za tem, si počakala, si raziskala, si počakala, da je trg postal, oziroma da se je ta storitev mehan bolj razvila, da si jo imela priložnost v bistvu spoznati. In to je tisto, ko sem pa rekla, da pa ne greš kar takoj z vsemi novostmi, a ne. Ampak trend prihajajoči, ki takrat sploh trend še bil ni, si pa zaznala. Ja, in to ni edina stvar, no, tako, zato. Ja, to se zgodi spontano. Okay. Ni da delam na tem. Poglej, a veš, pravzaprav si lastnica Brow Studia, ne? In z obrvmi se ukvarjaš že precej časa, kar je spet tako dost pred časom, če rečeva tako, ne? In spet ne morem mimo tega, da si rečem, ok, dobro, mogoče je po feelingu, ampak pač res zaznaš te stvari, a ne? Odkje ti sploh ideja, da se spravaš odpret studio za obrvi? To ni bila moja ideja. A ne? Ne. Kaj pa je bila ideja? Jaz sem odprla v Bohinju svoj prvi studio, ker sem delala tudi druge storitve. Mene so na faksu najbolj zanimale medicinske pedikure in neke zakomplicirane nege obraza, ker sem tudi sama imela velike težave pač s kožo. In v bistvu potem, ko sem mogla zapustiti ta prostor v Bohinju, sem vedela, ok, jaz bom v Ljubljani in tam sem tudi odprla in sem delala vse storitve, ampak jaz sem tako po 2 mesecih sem bila, ok, jaz se lahko preživim samo z obrvmi. Mene obrvi zanimajo najbolj. Ful se mi zdel bedno, da moram skakati iz različnih storitev, se pravi iz depilacije, pol na obrvi, na nekaj, kar je pač ful natančno. Kjerega leta je bilo to, Petra? 2015. 2015. Ja. 8 let Ja. nazaj. Si se odločila, da boš imela samo Brow Studio. Ja. Oziroma velik del verjetno vpliva na to je imel London, ker sem bila leta 2012 v Londonu nekaj časa in tam, sej veš, tam je pač v vsakem shopping centru pač je Brow Bar pač v enem kotičku in se mi je zdel, valjda v eni Ljubljani je lahko en studio, kjer se delajo samo obrvi. En del inspiracije mogoče tudi Viki, ker takrat je bila edina, ki je pač delala obrvi, sicer ona ima tudi druge storitve, ampak tako obrvi, Viki obrvi, to je šlo pač skupaj. To je to. Ja. Pa ne vem, sej kaj pa lahko zgubiš. Sploh, ker ne veš, kaj te čaka, pač kaj lahko zgubiš. No, veš, to je podjetniški duh, kaj imaš pa za zgubiti, ne veš, če ne probaš, ne? Ja. Ampak začela si sama, je pa potem Lux rastu
tudi z drugimi dekleti oziroma stilistkami. Ja. Da malo piš to pot, kako je to šlo, zakaj si se odločila, da potegneš oziroma da daš priložnost še drugim brav stilistkam? Zato, ker sem imela veliko strank, ker sem hotela sebe razbremeniti. In ker sem v bistvu si predstavljala, da dobiš neko svobodo s tem, ko imaš ljudi, ki delajo pač s tabo. In? Imaš to svobodo? Povej mi. Pa ja, jaz moram reči, da sem imela ful srečo, ko sem prvo punco zaposlila in meni je dal to za po mojem, mislim, dobro leto res svoboden občutek. V tistem času je bila prioriteta mojega prostega časa kajtanje. In pač ta punca je bila tako. Jaz, ko sem bila na tripu, jaz nisem vmes pač pomislila, da bi lahko šlo kaj narobe v studiu. Toliko si imela zaupanja in takšen odnos sta uspeli zgraditi. Ja. In pol seveda sem jaz za naprej si predstavljala, da bo tudi skozi tako, a ne? A z vsemi ostalimi, ki bodo prišle? Pridejo, pa ne, da bi bilo s puncami karkoli, ampak mislim, da že samo dejstvo, da je več oseb upletenih, več strank, več celotne organizacije, se v nekem trenutku pač pol to začne mal podirati. Kakšni izzivi so bili? S čim si se srečevala, ko rečeš, se začne mal podirati? Predvsem s tem, da jaz se mi zdi, da po naravi nisem dober vodja in da nisem dobra v postavljanju mej, da mi je to težko in da mi je to težko na osebni ravni, na poslovni ravni, pač na vseh ravneh. In kaj pa pomeni dober vodja? Da lahko sebe postaviš zraven in rečeš, jaz nisem dober vodja. Ja. Da jaz včasih nimam točno določene vizije začrtane in da jaz ful nisem človek, ki zdaj samo stremim k temu in ne dopustim nobenega odstopanja na tej poti, ampak sem pač ful spontana oseba in jaz sproti pač grabam stvari, ki prihajajo od odzunaj in dopuščam tudi to, da vsaka oseba, ki pride k meni, pride z nekim drugačnim namenom. In ker vem, koliko smo si ljudje med sabo različni, jaz se zavedam, da ne morem pričakovati od vseh, recimo 3 oseb, enakih stvari. Da vsaka od njih mi pa prinese v studio pač en svoj doprinos pač da je moj studio boljši. Ampak to pa pol se začne rušiti, ko je potrebno, ko pa želim nek svoj, recimo, ali nivo znanja, ali neki pač pa zahtevam, ne? In mi je to težko pol skomunicirati. Se pravi, pravzaprav si ti zdaj zelo lepo povedala, da ni problem v drugih, mislim, problem. Ja. V navednicah, kažem s prsti, ne. Ampak si dejansko prepoznala v sebi, da bi potrebovala za to, da bi šla to pot naprej, biti, se pravi, bolj pripravljena meje postavljati in stati za tem, kar želiš, pričakuješ in v bistvu jasno skomunicirati. Jasnost, to. Podpišem vse to, tudi sama sem se srečevala z natančno istimi zadevami oziroma težavami in ja, potem v enem določenem momentu si rečeš, pač nisem material za šefa. Ja. Mislim tako, jaz mislim, da sem se znajdla v enem saj veš, kako je danes popularno, vse samo raste, vse samo gre gor, vse je samo več, večje. In v bistvu, ko to traja par let, pač si misliš, ja, sej to tako funkcionira, pač to tako gre, ne? Ja. Pol, ko te pa nekaj preseka, ne, si pa valjda čisto v šoku, pa se malo ne znajdeš. Pa v bistvu mislim, da COVID je bil, obdobje COVID-a je bilo kar prvi ta ruker
ker je bilo treba, jaz sem bila takrat noseča, pa hkrati sem mogla toliko odločitev sprejeti, ki jih pač jaz nisem bila sposobna. Tako res ta brain fog, ki se pojavi v nosečnosti, je tudi zraven prispeval svoje in meni se je zdelo, da jaz nisem več sposobna pač za ta del. Koliko vas je bilo? Recimo v tistem obdobju, ko vas je bilo največ v studiu? 5. Pa tudi, da nas je bilo dlje časa, nas je bilo 5. Ja. In za vse si bila odgovorna ti. Se pravi, da imajo dovolj strank, da imajo reden prihodek, da pokriješ vse stroške in zraven si pričakovala otročka. Ja. In zraven je država delala, kar je delala z nami podjetniki. Mislim, ne vem, kako bi lahko drugače se odvil, kar se je, ne. Sploh, če si, tako kot sem uvodoma povedala, izjemno senzibilna, ne. In ne znaš kar vršiti čez zraven. Čeprav, recimo, jaz bi si želela, da bi v takih trenutkih znala vršiti čez in ker drugače pač potem se znajdeš v vlogi, da ves čas sebe preveč daješ v podjetje in sej vem, da se to včasih poveličuje, pa je to kao ful dober, ampak jaz v to ne verjamem več, ker pač se mi zdi, da to, da jaz dajem svoje prihranke za podjetje, da njega pač poganjam naprej, pač po 10 letih je to tako, ne vem. Bi pričakovala, da... Žalostno se mi zdi. Ja. Se pravi, COVID je bil neka prva, dajva reči, neka točka preobrata v tvojem dojemanju tega biznisa, bova rekla, ne? Ker vem, da ideje si imela v franšizo celo, da bi šla, ne? Se pravi, si podjetno razmišljala, ne? Mogoče kar za naš trg preveč, ne preveč, ni ta prava beseda, napredno, zelo napredno. Ja, trg še ni pripravljen. Ker trg še ni tako pripravljen na to. Ne? In COVID te je v bistvu nam rekla zresetiral te je kasneje, ne? Ampak COVID je pa bil... To šele zdaj lahko rečem, da je COVID bil prvi ta tresljaj, ampak jaz takrat niti me to ni toliko dotovkal, pač jaz sem bila takrat na hormonih, pač jaz sem bila v nebesih. In se mi zdelo, da se to kar handlamo, se gre, pa se bo. Pa tudi nasplošno sem dokaj tak človek, da verjamem, da če so ta pravi ljudje in če so vsi zavzeti za to, da se lahko premikamo naprej, se bomo pač premaknili. In tako, ampak pol je pa sledila v bistvu po covidu še naša selitev. Studija. Ja. Ki je bila v bistvu kar velik zalogaj. In jaz, mislim, to se bo zdaj bizarno slišalo, ampak jaz v 9 letih nisem naredila točnih izračunov o tem, kakšne točno ima moj studio stroške. Veš, da ene stvari tudi zelo težko pač ovrednotiti, da bi jih lahko dal na papir, ampak pač v enem trenutku moraš to narediti. Ok, in ti si to naredila, se pravi, po tvojih besedah prepozno. In spoznala? Kaj? In spoznala, da kljub temu, da se mi zdi, da imamo najdražje storitve na trgu, se mi zdi, da, mislim, bi za optimalno poslovanje mogli imeti še dražjo storitev. Dražjo storitev. Ja. Sploh glede na prostor, jaz se zelo trudim, da je za stranko, ki pride k nam, v bistvu, da ni to samo pride na obrvi, ampak da je to prav nek ritual in sprostitev predvsem. In tudi jaz sem človek, ki mu je dobro delati v okolju, kjer ni stresa. Mislim, ni čutiti stresa. Kar vključuje ali glasbo, ki mi najeda, ali sosedo, ki je zraven mene na stolu, pa pač moram poslušati, kaj ona se pogovarja s frizerjem ali z nekom. Tako da zelo pomembno mi je, da je dovolj prostora in da je vsaka stilistka svojo stranko pač v svoji sobi. Kar pa potem povleče za sabo to, da so pač stroški zaradi tega toliko večji. Kaj pa je bilo pol, pač se pravi, si izračunala in si ugotovila, da
je to daleč od tega, v čemer si ti mislila, da živiš. A ne? Kaj si pa naredila? A si kar, glede na to, da težko skomuniciraš stvari, a si potem povedala dekletom oziroma pač sodelavkam, ali si lepo nosila vse, pa te je drugače sekal? En čas pač jaz rada to nosim vse, pa mislim, da bom jaz že s svojo stranjo to vse pohendlala, pa se bo nekaj krešil. Sam sej veš, kaj se pol zgodi. Pol te pa telo od znotri, pač se stuje. Pride račun, ja. Da mi povej, kakšen račun si dobila. Ja. Mislim, da nam povej, ne, ker takih zgodb je velika. Ne. Tudi jaz sem ena izmed tistih, ki nikoli ni šla računati do 2 mesecev, preden sem salon zaprla, kje smo finančno. Ne. Ker pač sprot denar imaš, nabavljaš material, kupuješ oziroma plačuješ stroške, si vzameš nekaj, kar rabiš za življenje in tako gre iz meseca v mesec. Ne. In potem pride situacija, kot je bila COVID in ti ugotoviš, da pravzaprav nimaš nikjer nobene zaloge. Ja. Kako pa to, če vse laufal? Ja, pa to je drugače hecen, ker v bistvu se mi zdi, da to pomeni, da si zadovoljen v tem, kar počneš. Absolutno, ne? Zato, ker se ne ukvarjaš več čas s številkami, ker drugače bi že zdavnaj zaprl pač neko tako ja, ampak obrt, če želiš napredovati in furati vizijo, se moraš številkam ukvarjati. Ja. Tega se pa velika večina ne zaveda, se mi zdi. Jaz sem najbolj jezna na punce, ki odprejo svoje salone in postavijo popolnoma preniske cene za storitev in mislijo, ja, sej za začetek bom tako pač postavila nizko ceno, da bom privabila stranke, pač to ne funkcionira tako. In se mi zdi, da to dela res tako škodo vsem na trgu. Ja, in da itak, mislim, na faksu jaz še nisem slišala, da bi mi kdo rekel, ja, sem prišel iz tega izobraževanja in smo obravnavali tudi finance. Pač to je tako temelj v bistvu posla. Ja, no, v glavnem prišel je pa računa, ne? Ja. Telo je rekla, zdaj pa dost. Ja. Kako si prepoznala v bistvu, da je preveč na tebi, da je preveč odgovornosti, da ne bo šlo več tako naprej? Zelo lahko je bilo za prepoznati, ker preprosto vse, kar sem delala, pol leta je bilo, da sem šla v službo in potem sem doma pač ležala. Nabirala moči za naslednji dan. Ja, in upala, da da preživim. In otroček, hčerko, Ja. si usklajevala potem vse to lahko? Ne vem, Jernej je handlal te stvari doma. Partner. Ja. Ampak še vedno nisi skomunicirala stvari? Ful je težko v tistem trenutku, ko se ti toliko slabo počutiš, pa še narediti en korak v tisto smer, kjer ti je najmanj udobno. Ampak pač jaz sem vedela, da to je nekaj, kar me pač kromi v bistvu. Zdaj si moram malo dati v spomin, ker to je v bistvu sovpadalo. V bistvu moj ta zlom se je zgodil po splavu, ker sem ga jaz 2 meseca malo ignorirala. In potem se je itak to vse sam skupaj v eno gmoto, ki ti tukaj leži pač na srcu, nabere. In ja, potem slaba vest. Nimaš več slabe vesti, zato da cel dan pač doma ležiš. Navadaš se tega ali sprejmeš? Ne sprejmeš, grozen ti je. Ampak padaš v eno luknjo. Ne moreš. Jaz nisem mogla prehoditi pol kilometra. Jaz sem bila toliko utrujena, da vem, ta male pač hčerke, sploh ne vem, kako sem jo zvlekla v zgornji štuk, ker
ker v bistvu v službi ne bi niti rekla, da bi stranke pač opazile, ker to je nek moj operacijski sistem, da jaz službo vedno lahko shendlam, dočim doma, kjer se očitno pač počutim dost varno, pa pač stopim čez vrata in me je pač odrezal. To je odrezal. Pa pol so prišle pa še druge pač zdravstvene težave, angine, neke zastrupitve, ki so bile, se mi zdeli, vezane na ovulacijo. Jaz sem pa v bistvu zelo hitro vedela, da jaz nisem tudi glede splava bila zmožna izraziti čustev, ker je bilo takrat toliko nekih stvari pač tukaj noter. In pol sem pač probala začeti to odkrivati. In hkrati se je seveda pol tudi so se ostale stvari pač v studiu začele spreminjati. In se je naredila v bistvu največja sprememba do zdaj. Tudi moja sestra je nehala delati zame. Povej mi, ampak kje si pa potem dobila to moč, da si šla iz tega, da si popoldne obnemogla v bistvu? V službi si dala še vedno vse od sebe, prav dejansko niso niti stranke opazile, niti verjetno zaposlene. Kje pa je pol, kje si potem dobila to potrebno podbudo? Da si videla, to ne gre več, to ni normalno, ali si v tistem momentu zbrala tisto moč in... Ne. Ne, jaz vedela sem, da jaz moram to vse najdati. In da sama tega ne morem poiskati. In da moram pač narediti neke spremembe, pa ne samo na poslovni strani, ampak tudi v svojem življenju, da bom lahko spet jaz. Ker meni se je v enem trenutku zdelo, da jaz ne vem, mislim, grozen mi je bilo, da jaz ne vem več, kdo sem jaz. Meni se je vsaka stvar zdela brezvezna. Nič ni imel smisla. Pač, meni ni bilo nič več dober. Govoriva zdaj nič več dober, kar se tiče privat življenja? Ja. Okay. Ja, nisem najdla niti v privat življenju več nobenih stvari, ki bi me v bistvu sploh bi mi bilo mar za njih. Ko si pa potem, seveda si sklepam, vrgla nase še občutek krivde, da nisi mama prava. To ženske zelo rade počnemo, ne? Ja. V bistvu to sem si že prej vrgla nase, ker iskreno res mislim, da ko imaš svoje podjetje, je zelo težko biti oboje. Biti mama na tem in biti mama na onem področju. In to je zame še zdaj v bistvu tako zelo velika uganka, kako to balansirati. Zdaj, če te prav razumemo, ne, prej ko sva se pogovarjali o tem, da si vedela, da rabiš pomoč od zunaj, se pravi, si se odločila, šla na psihoterapijo. S čim si se tam najprej v bistvu spopadla oziroma spopadla? Kaj je bila tista prva stvar, ki ti je dala potrditev, ja, rabim to? Ne, jaz sem vedela že prej, da moram na psihoterapijo po rojstvu hčerke v bistvu. Ja. Sem je že začela čutiti, da jaz pač sebe zgubljam, zaradi tega, ker otrok, mislim, ona je prišla in prevzela celo mene. In hkrati so se pa ob njenem rojstvu začele meni, ko je ona tako prav rasla, sem jaz začela videti svoje otroštvo čez njo. Dogodke, pač slike, ki so mi prihajale. Sej veš, to ne veš, a je to resnično, ne veš, kaj je, ampak v resnici vse veš, da to si ti, a ne? Ja. In jaz sem, pač takrat se mi zdela, ja, ok, jaz rabim iti, ampak
Jaz sem že bila enkrat prej na psihoterapiji in pač jaz sem vedela, to ni pač zabava, a ne. In sem si tako mislila, Ni res ne. mislim, tako ful sem utrujena, pač neprespana, 1000 težav imam in zdaj ne grem še na psihoterapijo, pač ne hvala, a ne. Okay. Tako da pol sem prišla do tega, ker sem bila pač čist na dnu, zdaj pa vem, da edino to mi bo pomagal. Ja, nič. In pol sem pač začela iskati terapeuta in zelo hitro pač prišla nekako noter in veš, kako je na začetku. Kaj pa je bilo tisto merilo, kdo bo pravi terapeut zate? V bistvu samo to, da ko se srečava, Da ga začutiš. Ja, da se ujameva. In potem se je začelo delo. Ja, In potem je prišla postopoma tudi moč, ja. da Pa se postaviš zaupanje. zase. Tako. Moč, zaupanje vase in da se postaviš zase. Ja. In si sprejela odločitev, da vas ne bo več toliko. Da ne Ja, boš v bistvu- toliko bremena nosila več na sebi. Ne? Jaz sem bila kar prepričana, da bom jaz v bistvu zaključila Luksovo zgodbo, da to nisem več jaz, oziroma da ne želim več toliko svoje energije v posel usmerjati. Zato je tudi moja sestra šla, ker moja sestra je pomagala v bistvu skoraj od začetka za neke pač take organizacijske stvari. Ja. In potem si mogla prevzeti v bistvu to nase. Ne? Ja, jaz sem to, ampak Ni bilo v takšnem obsegu, verjetno, ker se je ker se je ekipa zmanjšala. Ekipa zmanjšala, ja. In ker sem hotla, mi smo imeli ves čas, sploh zadnji 2 leti, po moji porodniški, ko sem se jaz spočila, sem jaz prišla pač kot tempirana bomba nazaj, v smislu, meni je kipele so mi ideje pač iz glave in to je bilo skozi v ozadju pač nek razvoj, kaj bomo naprej, ne? In tudi za te stvari je pač Nina skrbela. In v bistvu jaz sem bila pa v tistem trenutku, jaz bom to zdaj vse zamrznila, vse je treba na minimalno napora pač narediti in mi bomo zdaj samo delali. Pač z mano sta ostali 2 punci, se pravi smo 3 stilistke, jaz sem vedela za toliko ljudi, mi imamo strank konstantno, ne bo se mi treba ukvarjati ne z oglaševanjem, pač ne z iskanjem novih strank in samo delali se bo in pač bo kar bo, jaz si bom pa zdaj v parih mesecih pač probala toliko telesno v pomoč, da bom pol pač videla, kaj je naprej. Verjetno, če bi bilo zelo preprosto zapreti svoj studio, bi takrat to naredila. V smislu preprosto, kar se birokracije tiče. Ja. Tako imaš pa neke odpovedne roke, pa pač, kar se tiče prostora in neke take stvari in pač to res ne moreš iz danes na jutri narediti. Plus, zavedam se, da mislim, to, da je toliko strank prišlo že iz vseh lokacij, zdaj na našo zadnjo lokacijo, je res največja vrednost podjetja in ne morem si privoščiti, da zaprem za pol leta, ker ko bom prišla nazaj na trg, pač ja, to ne deluje pač tako. Tako da to sem se zavedala in pač zato sem ohranila minimalno ekipo in zdaj pač samo delamo. Ampak je pa kar velik izziv, ne, vse one svoje ideje, plane, ki jih imaš, si reči, ni čas, mislim. Ja. Vem, mislim. Ja. Ne? V bistvu se moraš res sam s sabo usesti in si reči, zdaj je v prvem planu to, da sem jaz okej. Ja. Da funkcioniram v službi, da funkcioniram kot mama, da funkcioniram kot partnerka in potem v mestu kot prijateljica. Ne? Ja. Sploh se ne zavedamo, koliko zelo to terja ene energije od nas, dokler ne pridemo v takšno situacijo, v kakršni si se znašla ti. Ne? Pa kljub temu jaz verjamem, da je kar dosti takih deklet, žensk, podjetnic, ki bi potrebovalo v bistvu pomoč od zunaj, se pravi neko spodbudo. Ne govoriva o tem, da
greš na kavo s prijateljico in jamraš, koliko je hudo, ne, in ne veš, kaj narediti. Mislim, Mene je to tvoja useless. prijateljica ni tvoj psihoterapeut, ne moreš, mislim, ja, te posluša enkrat, dvakrat, pol pa če je ta prava prijateljica, bo rekla, Ljubica, jaz ti ne znam pomagati, daj pet se nekam pogovarjati. a Ne. Ja, Ne, prava prijateljica se te pa začne ugibati. ja, a ne. ja. In se ne želi več s tabo pogovarjati. Kakšen nasvet bi dala tem, ki čutijo, da je to vse preveč overwhelming, da je pretežko, da izmanjkuje v bistvu volje in energije za life izven posla. Tam se pa še vedno pač dokazuje, oziroma zmorem. Ne bom pustila na cedilu nikogar. Kaj narediti? Kakšen nasvet bi dala zdaj sama sebi, mogoče, če pogledaš nazaj, v enem momentu, ko si to začutila? A veš, da ne bi toliko časa to trajalo? Bi šla isto pot? Ja. Se pravi, bi se izčrpala čist do konca in potem To šla na sem psiho? jaz. Aha, To okay. sem jaz. To si ti, ok. Jaz Ampak ni pa lahko fajn, ne? Ne, pač jaz verjamem, da se to ne bo v isti obliki pač nikoli ponovil, ampak kaj je life, pač pa to tako predkan, da te iz neke druge luknje pač zadane. Ampak v resnici mislim, da je edini nasvet, ki si ga lahko dam, da ne forsiram sebe čez meje. Pa ne bo zdaj to v količini dela ali v tem, da sprejemam odločitve zato, ker mi jih nek strokovnjak recimo svetuje. Ker pač mene to v bistvu pahne v To, da ne veš, kako naprej, kaj delati. Ja. Ampak povej mi, se pravi, rekla si, da se ne forsiraš. To pomeni, da znaš postaviti mejo. Ja. Ali to potem pomeni, da si tudi zdaj, ker pač imaš neko podporo nekega strokovnjaka, tudi v odnosu šef, znaš postavljati meje? Ali je kle še delo? Mislim, delo je itak skozi, da se razumeva. To je skozi. Kle je še delo, veliko pa razmišljam, mislim, a veš, meni se zdi, da ko si z ljudmi, s katerimi si že par let skupaj, je to zelo težko še za nazaj neke te stvari popravljati. In jaz mislim, da priložnost imaš, ko pride nova oseba. In jaz se zdaj malo pripravljam, da poiščem novo osebo, ampak in postaviš že v začetku meje. Ja. In to je moje delo za naslednjih par mesecev. Okay. Ja. Kako pa zdaj poskrbiš zase, da se dobro počutiš? Kako se sprostiš? A si kakšne nove rutine v svoje življenje pripeljala? Jaz sem trenutno še v fazi, ko v bistvu moram še vedno malo se bremzati, da ne pretiravam, ker recimo jaz sem človek, ki pol bom šla kampirati za vikend in zdaj bom jaz ta vikend hotela iti hajkat in supati in pač delati vse. Ker zdaj sem zamudila cel let vse to. In ja, v bistvu sem še vedno v fazi, da se moram v bistvu držati nazaj, pa na minimum svoje neke aktivnosti spraviti, ampak zelo mi pa pomaga restaurativna joga in sploh ne vem, kako se to reče, ampak v bistvu odmik od vsega, kar me lahko tem trenutku. Ampak to je lahko recimo samo zjutraj vožnja s kolesom do službe, pač pol urce, da si ne dam slušalko v ušesa. Da si sama sabo. Ja. Ja, pa pač neki vikendi v naravi, to je moj... In telefon stran? Ja. Nosiš službeni telefon domov? Ne. Ti si imela že prej ločeno številko, ne? Mislim, to je nekaj, kar bi zagotovo priporočila vsaki, ne? Ja. Da tudi stranke vejo, da naj ne pričakujejo odgovora ob 7-8 zvečer ali pa med vikendom, ker ti je poslala sporočilo, ker je telefon ostal v službi. Ja.
Ne? Če pa uporabljaš za komunikacijo svoj zasebni telefon, je pa lahko zelo hiter na drugi strani slaba volja. Ne? Zakaj mi ne odgovori, zakaj mi ne potrdi, mislim, ne? Ja, pa mislim, v meni zbudi že to, da vidim SMS, pa ga kao zaradi svoje samokontrole ne preberem. V meni to povzroči eno trenje, ja, ker bi ga rada prebrala in se v bistvu in se čim prej rešila Ja, tega. ja. Tako da to pri meni ne funkcionira. Super. Tako da ja, torej, telefon nujno posebna številka za stranke. Ja, pa ne samo to, pač jaz grem na dopust na lokacije, kjer ni interneta in oziroma niti elektrike, tako da se izognem vsem tražljajem. Okay. Kako se pa to zdaj odraža potem tudi na odnosih doma, pa recimo s kolektivom, ki je ostal? Ja, to je kar razburkana vožnja, ampak ne vem, to je tako težko razložiti. V bistvu jaz ne pravim, da je lahko, ampak na koncu dneva je pa feeling dober. Preden je bilo, ne? Ja. In zato pravim, da bi jaz pač še enkrat šla čez to, ker pač vem, da brez tega ne bi mogla tega pač koraka narediti. Ja, razumem. Sej preko sem te vprašala, ne? Ja, to, da bi šla še enkrat čez to, samo potrjuje to, da si naredila prav, a ne? Zase prav. Ampak, a veš, nekdo pa, ki čuti, da je vsega preveč, ne rab se pripeljati čist do konca. Ali pa tudi, to je njegova zgodba. Ne? Sej, mislim, da tisti, a veš, Aljoša Bagola je ful dobro rekel, ne? Burnout se zgodi ne zato, ker ne bi bil dovolj močen, ampak zato, ker si predolgo dovolj premočen. Ja. In ne rabimo pač vedno priti čist do konca. Ne? In to je, se mi zdi ravno to, ne? Ker ne znaš postavljati manj, kot te je vedno manj. Pa, a veš, mogoče tudi to, da je zelo težko prositi za pomoč, ne? Pa ne samo v smislu, da je težko reči nekomu, nekaj mi ne gre, ker meni recimo to se mi zdi, da nimam toliko težav, ampak ko si ti recimo finančno izčrpan, kar je COVID pač pri nas povzročil, potem nimaš možnosti, da bi ti še prosil skozi neko tretjo osebo, a lahko zame to vodiš, a lahko pač skozi več se v bistvu zgrinja na te, a ne? Ja, in je to en tak v bistvu začaran krog. Ja, ampak ki si se mi zdi kar dobro stopila ven iz nje. Ja, sej se spomniš, kakšne sporočila sem ti lani pošiljala. Ne, Petra, prej si rekla, da je en kup planov, ki bojo še počakali. Pa veš, da me zanima, kaj so to za eni plani. A bi malo podelila. Kakšne načrte imaš še? Kaj lepega? Ja, to, kar si prej spet omenila, ker pač zdaj pa mislim, da trg je pripravljen na franšize, tudi pri nas. Zakaj meniš, da je pripravljen? Zato, ker je taka poplava vseh ponudnikov in ne veš, ti kot stranka, ne veš, kam se obrniti, da boš sigurno dobil kvaliteto. In zato mislim, da je pač čas, da gre Lux Brausu v tako večje mesto v Sloveniji. Ja, tukaj se strinjam s tabo popolnoma. Ne? Res vedno več je ponudbe na trgu in stranka dejansko ne ve, kam bi šla. Valjda, če preveč izbire in potem se nasmoliš enkrat, dvakrat, ali pa imaš že ta prvič srečo. Ne? Ja. Ti pa imaš res zdaj na trgu že neko uveljavljeno ime, kot sama praviš, stranke hodijo za tabo od lokacije do lokacije, pa jih kar menjaš, greš iz Viča v center, iz centra si zdaj spet na Viču, recimo. Ne? Kar pomeni, da verjamejo v kvaliteto. Ne? In ko ti potem nekomu drugmu, za vse tiste, ki ne vejo, kaj franšiza je, ne? Nekomu drugmu v bistvu daš v svoj know-how in ime, ki jamči kvaliteto, je stranki lažje se odločati in tudi tisti, ki se odloči za tak salon,
lahko več računa na hitrejši, da reči, zagon. Ne? Ja. Ampak tukaj bi jaz vprašala, kaj pa to zdaj pomeni zame kot lastnico, franšizodajalko recimo. Kako bom jaz zdaj vedela, ali tam res delajo tako kvalitetno, kot bi si jaz želela? Ali to zdaj perfekcionist iz mene govori? Ja, definitivno. Jaz pač v perfekcionizem ne verjamem. Ne? Ne. Opa, ok. V bistvu to mi je pa dala izkušnja punce, ki so pri meni delale. Okay. Ker vem, da čisto vsaka od njih dela dobro. In zato pač verjamem, da lahko pač človeka s primernim treningom naučiš in nekako verjamem v to, da ker to ne bo veliko število ljudi, lahko nekako nadziram to kvaliteto. Hkrati pa se privabim v bistvu samo ljudi, ki so nekako podobni po razmišljanju in vibu, kakor jaz. Tako da jaz imam že vedno zaupanje v vesolje privlačnosti. Jaz te bom priporočila definitivno, ker verjamem v kvaliteto tvojega dela in v to, kako v bistvu potem pripraviš stilistke, da so redi za delo na strankah. Se pravi, zdaj ta podjetniška pot, kot vsaka, običajno prinese kar nekaj lekcij, ne? In kje so tiste lekcije, ki se ti zdi, da so ti dale največ? Sprašujem zato, da vem za poslušalke, za gledalke, na kaj biti pozoren. Se pravi, ena izmed njih je zagotovo to, da je finance že v štartu začni imeti pod kontrolo. Ne se zanašati na svoj dober občutek in v tem, da imaš dovolj denarja za to, ker lahko greš v trgovino in ker lahko kupiš material za delo. Ja, da mogoče glih te osnove, kar se financ tiče in premišljenosti korakov, ki jih delaš na svoji poti, da pač si res za vsako stvar vzameš dosti časa. Da razmisliš. Da razmisliš, preden pač stopiš. Mislim, stopam jaz, ker pač jaz imam težave s tem. Da v prvi vrsti vedno poskrbiš zase, do te mere, da si sposoben v težkih odločitvah pač poslušati svoj glas. Top. Mislim, da bi to mogli biti na prvem mestu. Ja. A ne? Petra, še eno vprašanje imam zate. Če bi lahko podoživela en trenutek v življenju še enkrat, tak, ki se je že zgodil in ne bi ga spreminjala, kjer trenutek je? Zelo težko vprašanje. Zelo. Začeli sva težko, končali sva težko. Ja. Vmes je bilo pa luštno. Ker v resnici jaz ne bi nič iz svojega življenja spreminjala. Ne spreminjala. Podoživela trenutek, ki ga ne bi spremenila. Samo še, tukaj je bil lep, da bi ga želela še enkrat doživeti. Ja, kar odločam se za porod moje hčerke. Wow. Ja. Ja. Verjetno ne cel part, ampak Cel part. Bravo, pogumna si. Ampak v bistvu, ja, ne toliko zaradi tega, mislim, tudi zaradi tega dela, kar se takrat dogaja, ampak zato, ker je to dogodek, ki je v meni naredil kot v ženski največjo spremembo za moje nadaljne življenje. Ni bilo težko, ne? A bi rada še kaj povedala? Ne. A pogledam, če imam še kakšno vprašanje napisano. Ajde. Čeprav jaz mislim, da sva kar lepo zaokrožili na en pogovor. Ne. To je to. In se ti bom, tako kot že na začetku, zahvalila, da si prišla. Se ti bom zdaj zahvalila za ta iskren pogovor. Na podcastu Odkrito z Nives. Ta odkrito je res večplasten in se veselim vseh najinih naslednjih srečanj. Enako od Nives. Hvala tebi, da delaš, kar delaš. Prosim, z veseljem.
Med današnjim pogovorom sem imela kar nekajkrat urošene oči. Iskren pogovor s Petro mi je dal misliti. Upam, da tudi tebi. Podjetništvo prinaša s seboj tudi dragocene lekcije. In če povzamem Petrine besede, je zagotovo najpomembnejša lekcija ta, da se v življenju naučiš v težkih trenutkih poslušati sebe. Hvala vsem, ki ste bili danes z nami. Vabim vas, da se družite z mano še naprej. Zato vas pozivam, da se prijavite na YouTube kanal oziroma vpišete, naročite na podcast na platformi, kjer ga najraje poslušate. Do naslednjič pa vse dobro.